Ja, namen današnjega seminarja je pravzaprav informiranje naših tehnologov, se pravi v bistvu podjetij, ki so člani naše zbornice. Organiziramo ga 2-krat letno in na ta seminar povabimo predavatelje z najbolj aktualnimi oziroma perečimi temami. Danes smo se zelo osredotočili na nova živila, na javna naročila, potem na kontaminante, ki se pojavljajo, bom rekla, na globalnem nivoju v surovinah, ki jih pač uvažamo v Sloveniji. No in zadnji del smo pa namenili inšpekcijskemu nadzoru in poudarku nove uredbe o označevanju 1169. Kaj so nova živila in kakšne spremembe prinaša nova uredba o leteh? Torej, nova živila so v bistvu vse sestavine, ki se niso v pomembnem obsegu tržile in uživale v prehrani v Evropski uniji pred majem 1997. Definicija teh novih živil je seveda sedaj še razširjena in sicer natančno opredeljuje, katere so vse te snovi. Torej, tudi taka živila, ki so recimo pripravljena po drugačnih, novejših tehnoloških postopkih, ki se niso uporabljali v živilstvu pred letom 1997 in seveda še ostale kategorije teh živil, ki pač so posebne zaradi tega, ker niso kot običajna živila se pač uživale v prehrani evropskega potrošnika. Nova uredba je pa sedaj seveda nastala tudi zato, ker je ta prejšnja uredba, ki je sicer še v veljavi 2 leti, jo je bilo potrebno posodobiti ravno zaradi tega, ker so se začele pojavljati nove snovi, ki bi jih radi proizvajalci tržili, ker so se začele tudi uporabljati drugačni, novejši tehnološki postopki, v tej uredbi pa vse to ni bilo določeno. Najbolj pozitivno je te nove uredbe to, da razširja definicijo novih živil, pa tudi poenostavlja postopek odobritve novih živil. Novo živilo je potrebno, preden se ga da na trg v Evropski uniji, vedno preveriti z vidika varnosti za potrošnika. In ta postopek je bil v zdajšnji uredbi, ki še trenutno velja do 1. januarja 2018, precej kompliciran. V novi uredbi bo pa ta postopek poenostavljen, tako da bodo v bistvu nosilci živilske dejavnosti vlogo posredovali na nacionalni pristojni organ. Ta organ bo posredoval to vlogo direktno na komisijo in ko bo enkrat to novo živilo odobreno, bo veljalo za vse nosilce živilske dejavnosti. Tako da smo zelo veseli, da s to novo uredbo smo ta postopek zelo poenostavili in na ta način olajšali delo tako nacionalnim organom in našim ocenjevalcem tveganja nacionalnim, kot tudi nosilcem živilske dejavnosti. Kaj se dogaja na področju javnih naročil, predvsem z ozirom na živilsko industrijo? S 1. aprilom je stopil v veljavo nov zakon o javnem naročanju, ki seveda je to tudi pomemben zakon za področje naročanja hrane v javnih zavodih. Tukaj je predvsem par novosti, ki se tičejo tako ponudbe hrane iz primarne kmetijske proizvodnje in pa seveda iz živilske industrije. Omenil bi tukaj predvsem 84. člen, ko je razširil merila in tukaj ne bi postala izhodišča pri merilih za javna naročanja tudi kriteriji, ki bi upoštevali manjše okoljske obremenitve. Tukaj mislimo predvsem na bližino zaradi prevoznih stroškov. Upoštevamo trajnostni način pridelave in predelave. To pomeni, da poskušamo tudi iz strani našega ministrstva to novejšo možnost čim bolj uveljaviti. To pa pomeni za naša domača podjetja, da bi bližino v ta merila poskušali bolj močno vzpostaviti ali pa uveljaviti. V zadnjem času se veliko govori o soli v prehrani. Kakšne so v zvezi s tem vprašanjem pogledi in aktivnosti vaše institucije? Ja, že kar precej let delamo na tem področju, konkretno od leta 2007-2008 so bili v Sloveniji začetki
dela na zmanjšanju soli v prehrani prebivalcev Slovenije. Takrat smo naredili raziskavo, 24-urno merjenje urina, zbiranje urina in pa merjenje natrija v urinu, nato raziskave na ključnih virih soli v prehrani in seveda na podlagi teh podatkov in podatkov o krvnem tlaku in posledicah prekomernega uživanja soli, tako da so aktivnosti stekle. Na eni strani seveda intenzivno delo z industrijo, kjer smo zmanjšali vsebnosti soli v kruhu od leta 2005 pa do 2012 in delovanje tudi z zdravstvenimi delavci, da so zdravstveni delavci tudi osveščeni v tej problematiki in poleg zdravil bolniku, ki ima povišen krvni tlak, ponudijo tudi informacije o zmanjšanem uživanju soli. Na področju varnosti živil se vedno dogaja kaj novega. Kaj je trenutno tisto, kar je najbolj vroča tema? Ja, najbolj vroča tema je seveda morebitna kontaminacija živil. V bistvu vsi nosilci živilske dejavnosti morajo v svojem sistemu prepoznati vse nevarnosti, ki ogrožajo njegovo živilo. Predvsem zelo težko je pa oceniti tveganja, ki so vezana na surovine, ki prihajajo iz globalnega sveta. Tako da pravzaprav glavni problem, ki ga lahko izpostavimo, je globalna ocena tveganja surovin, ki jih uporabljajo recimo slovenska živilska podjetja ali pa evropska živilska podjetja. I'm here today to present updates regarding food information to consumers regulation. I will focus on allergen labeling, nutrition labeling and country of origin labeling.